Ponč, letalske karte imava, v Turčijo greva! Hejho! Čau, dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami so tako Kazmeri, Ponč pa Sonč. In Ponč pa Sonč imava končno dopust, tako da se nekam odpravljava. Torej do dopusta naj loči še teden dni in vse, kar imava zaenkrat, je to, da sva včeraj kupila letalske karte in greva v Turčijo. To je bilo čisto antiklima. V Turčijo greva! V Turčijo, jaz sem videla že po naslovu, da gre v Turčijo. Zdaj, zakaj sva toliko cajta odlašala s planiranjem oziroma načrtovanjem najinega glavnega dopusta, so v bistvu lih COVID ukrepi in pač te scene in... 15 minut preteživanja kasneje. V glavnem, te COVID ukrepi se spreminjajo iz dneva v dan in pač res je vsak dan drugače. Sej, sploh ne slediva. Rekla sva, da bova počakala pač do ta zadnjega, bova videla, kva je še odprt, kva ni odprt in kaj pač greva. V bistvu najin ožji izbor je bil na koncu Grčija ali pa Turčija in pa sva se odločila v bistvu za Turčijo, ker se nama zdi bolj taka eksotična država, pač, ker Grčija je še zmeraj Evropa. Pač ta Turčija je ogromna. Glej to, talele čist majhen delček pa je 2 uri pa pol vožnje. Pač neverjetno. Jaz sploh ne vem, če si vam midva dejansko v 2 tednih uspela kaj pogledati. Mogoče že malo obžalujem, da ne greva na kakšen majhen otok v Grčiji. Pač tistega bi si lahko v 2 tednih pogledala po dolgem in počez. Da ne omenjam, da bo tale zadnji teden prava norišnica. Midva imava, tako kot je Cindy rekla, res samo in izključno karte. Kakšen plan? Kaj si bova pogledala? Ne obstaja. Zavarovanje, pa če sem kaj zgodi, treba še skleniti. Kje bova spala? Je verjetno pod milimo nebom, ker nimava še nič rezerviran. Vsaj avto rezervirava, lahko v avtu spala. Ja, no. Avto? Avto mora tudi rezervirati, če tega nimaš. Kakšen spat v avto? Tako da... Tole bo, ja. No, poleg vsega tega, se pravi planiranja in načrtov samega potovanja, imam pa jaz še 6 strojev cunzov, pospraviti morva, z SP-jem se morva še par stvari ukvarjati pa zrihtati. Alex ureja ta zadnji simple vlog, ki močno upava, da bo prišel pred dopustom ven. Seveda ni prišel. Na najin YouTube kanal. Poleg tega je pa še na šihtu prava norija, ker itak zadnje dneve pred dopustom ful je za zrihtati in pa še pač ful folka je na dopustih. Tokratno popotniško serijo oziroma serijo vlogov po Turčiji sva si pa majčkeno drugače zamislila, kakor so najni klasični vlogi. Večino potovanj se ponavadi v bistvu začne že doma. Se pravi, ko enkrat začnete načrtovati potovanje, planirati, rezervacije in potem samo pakiranje ter odhod. Ravno zaradi tega sva se midva odločila, da posnameva to epizodo nič, v kateri bova vse to vključila. Se pravi, kako sva se pripravila na potovanje, kaj vse sva si zorganizirala in potem sam odhod na letališče ter prihod v Turčijo. Tako da v bistvu epizoda 1 se bo začela direktno v Turčiji, pač gremo direkt v akcijo. Zdaj, tako ja, malo pa je enostavljeno povedano, se pravi, če bi kdo rad mogoče malenkost več informacij, med drugim tudi te COVID ukrepi in take stvari, si lahko pogleda to epizodo nič. Kdor bi pa rad štartal samo avanturo, se pravi prav v Turčiji, kuj ogledi in scene in najine dogodivščine, pa pač klikne na epizodo 1 in samo šibamo. En dan pred potovanjem sva uspela rezervirati avto, rezervirati prve 3 hotele, se pravi, kje bova spala ta prve 4 noči, in pa ja, imava zavarovanje, imava letalsko karto, še za 10 dni prenočiš bova pa tam rezervirala. Spet imava sabo cel fascikel dokumentov, lej to, lej kakšen špeh, od COVID potrdil, rezervacij, nekih potrditev, bla bla bla. Bova pa na letališču kaj več povedala, kaj vse potrebujemo imeti sabo. Midva kdaj tako v mir greva, ne da so neke pipi miči ničke tlele. Ups. Balon je počel. Ura je 15:12, polnoč seveda, ja. Ker sem midva še v Tržič odpravljala. Ne, če ne, 3 ure boš spal, pa gremo na pot, ne?
Tako kot zmeri. Zmeri ista zgodba. Sprijazen se, navad se. Papa fikus, papa kaktus. Dobro jutro. Videla sem včeraj srečno prišla na Gorenjsko. V bistvu zdaj razlog, zakaj sva šla na Gorenjsko, je to, da sva prespala pri pač Aleksovih starših, ki pa v bistvu naju bojo danes peljali na letališče. No, Jack naju pelje na letališče, no vse zgodi zjutraj. Sem ga prepričana. Ja, pridem Jack. Ja, to bi bilo treba prepričevati, dej. Samo nekega sranja. Jaz sploh še nisem letel z Brnika, sploh. Jaz sem pa že, sam ne še stanovega terminala. Zdaj imajo kar nov terminal, Slovenija se je posodobila, mi smo kar v 21. Ampak stoletju. smo res prišli v 21. stoletje. Bežimo si pogledat, kako izgleda. So rekli, dajte elektronko ven. To je cel Aleksov ruzak, ki pa je klele je. Zdaj so za 10 minut dobro, da je stalo vse nazaj noter. Ponavadi se zmer hecava s to vodo, pa to tle so pa vedela, lej, v Sloveniji smo, tle pa zih pitna voda. Pa še piše, iz planin, Iz planina, ne? Tako da niti niso nabavljala, ker so vedela, da bo kar tle napolnila. Odhod imava iz Ljubljane in v bistvu bova priletela direktno v Istanbul oziroma Carigrad. Letiva s Turkish Airlines in ker letalskih kart nisva rezervirala ful zgodaj, se pravi, sva res odlašala do ta zadnjega last minute varianta lih zaradi covid ukrepov, so bile posledično te karte tako dosti drage. Pač midva jih ponavadi dobiva skoraj zastonj te karte, zdaj pa temu ni bilo tako. Sam toliko za informacijo, se pravi, če dobite karte za 120 € s Turkish Airlines, so zelo ugodne. Če bi midva en mesec prej rezervirala, bi ujela te karte, ampak nažalost sva pa dala zdaj enkrat višjo ceno. Nekih nizkocenovnikov pač sva gledala, če obstajajo, pa jih nisva našla, tako da jih ni, vsaj trenutno ne, mogoče pa kakšno povezavo enkrat v prihodnosti odprejo. Cindy me je pelala tlele skrivno gledati ta star del letališča, kaj jaz še nisem bil, da saj vidim, kako je to izgledala. Ja, tlele je bil včasih security. To je to. Zdaj pa nov prehod. Nov prehod, ni prehod. Pa če obiščete ta star del Brnika, boste lahko zastonj fuzbal, če karoče ni igrali. Vidite, žogce so not, to tle tudi odprt, tako da evo, si lahko krajšate čas. Pa še nekaj čist na kratko o samih covid ukrepih, ki se itak spreminjajo iz dneva v dan. Torej, trenutno velja, da če ste polno cepljeni, za vstop v Turčijo ne potrebujete nič drugega. V nasprotnem primeru se morate pa testirati. Velja že hitri test. Pred odhodom morate izpolniti neki internetni obrazec, s katerim potem dobite zmeri pozabim, neko kodo, ki je v bistvu QR koda, ki jo potem kažete na letališču, prenočiščih itd. V bistvu nekako nadomešča ta passenger locator forum, kakor ga poznamo pri Italijanih. Nekaj takega. Za nazaj pa v bistvu po trenutnih ukrepih upava, da se nič ne spremeni, ne bova rabila čist nič, ker sva polno cepljena. Tako da upimo, da bo to ostalo v veljavi še naslednje 2 tedna. Prosim, da napravite vstopne kupone in potne liste. Želimo vam veliko veselja. Nisem čisto siguren, če se ne vidi, ampak toliko nisem več navajena z nekimi malo dražjimi družbami leteti, da je tole čisti luksus. Ja, imava televizijo, pa še zajtrk sva dobila. Počutva se, kot da greva v Ameriko. Smo imeli pa tudi enega malo tečnega otroka na tem letu. Bože mili. To je pa noro. Pristala sva na čist novem mednarodnem letališču v Istanbulu in to smo se najprej 20 minut vozili z avionom po letališču, potem so nas še z avtobusom vozili ful cajta. To imajo celo avtocesto, ker Slovenija na cesti ne premore in zdaj še hodimo kleka nori. Ful je veliko.
Gre za enega največjih letališč na svetu, tako po kvadraturi kot tudi po številu potnikov, ki jih sprejmejo oziroma obdelajo vsako leto. Je pa zanimivo, da je bilo to letališče izglasovano kot drugo najboljše letališče na celem svetu v letu 2021 po mnenju popotnikov. Po pristanku v Istanbul imava najprej za narediti par opravkov. Prvi je bil ta, da sva si zrihtala turško telefonsko številko. V bistvu zdaj imam jaz 2 telefona, ena je slovenska, ena je turška. Cene so nore, klele, če vas kdo pokliče, koliko je, se ne vem. Mislim, da je 3 evre za klic, pa 9 evrov na megabajt za internet. Pač noro, tako da sva vse sklopila zdaj tele mobilne. Če kdo kliče, se tudi ne javlja. No, imava pa turško številko in zdaj bo zelo prav prišla, ker greva iskat rentakar in moramo poklicati, da nama avto pripeljejo. To se pač sam ne konča, to je tako ogromen, noro. Dečko naj je prišel iskat in naj upele, da greva prevzeti avto. Jej! Nasıl müşterileri aldım geliyorum. Tamam senin arabada hazır. Ben de şu an yıkamaya gidiyorum. Araban alıp geliyor. Norija se začenja. Avto sva prevzela in zdaj se vozila po teh njihovih cestah. To itak spet noben ne upošteva pravil, v krožomu pa sti kao na glavni, ti enkrat z desne uleti in poti trop kao, da sti kriv. Ja, prve 5 km vožnje sva se skoraj zaletela, oziroma se en zaletel v naju, skoraj. Zdaj, koliko nam je prišel sam avto, plačala sva 39 evrov na dan za pač tale avto. V bistvu je to intermediate class, oziroma ta 3. razred, se pravi ne mini, ne economy, ampak intermediate. Vzela sva malo večjega, ravno zato, ker imava pač te velike kovčke, pa sva se bala, da če bova vzela majhnega Pikachuja, tazga, ki sva imela na Malti, nama verjetno kovčki ne bojo ostali v prtljažniku. To še en ne bi šel noter. Ja. Že od tega v bistvu 2 velika sva komi noter spravila. Gresta res na knap, ja. Imajo pa kar tako zanimiv način prevzemanja, to tudi še nisva doživela. V bistvu so mogla modela poklicati, da naj je prišel iskat na letališče, naj je odpeljal nekih 10 minut stran, ja, ful pika. V glavnem do njihovega car parkinga, v glavnem pa še tam. Glih toliko znajo angliški, da se znajo sporazumevati, ampak te pa po moje lahko tudi takole hitro nategnejo, ker smo se ene 15-20 minut tam, nam rekel kregali, no, ampak nekaj pregovarjali, pa nekaj zavarovana, pa ne zavarovana, ker midva sta že nekaj doma vzela zavarovane, oni so nekaj svojega ponujali, pa je ful bolj, ker pa ni treba policijskih teh reportov pisati. Potrkamo na lesa, kako pravijo, ne? Da ne bo prišlo do nobene nesreče, da se nama sploh ne bo treba matrati s tem, da ne bo treba ugotavljati. Avto mava in zdaj se lahko road trip začne. Zdaj greva pa na en ful lep, ful dolg, pa tudi ful drag most. No, lep ne vem, če je. Ja, je, lega. Je pa drag. V glavnem peljeva se čez Marmorsko morje, mislim, da je to. Pa v bistvu, da malo skrajšava tole najino pot. Do Burse. Ok, očitno bo tole potovanje po Turčiji zelo napeto, ker midva so dobesedno v 2 minutah oddala avto totalnemu neznancu in zdaj so v sobi. Da ga v parkiru in pa se naj odpeljali v sobo in pa so še pobrali, no, ki se sva ga dobila nazaj, ampak To se sam tako ne dogaja, sploh. Joj. To pa ni tako črnogorski narod, ko vse na počas. Ajde, gremo. Bum. Upam, da imava vse. Avto ne veva, kje je, če ga bo še kdaj videla, nesrečo je zavarvan proti kraji. Ja, no. V glavnem tole potovanje bo zanimivo. Mislim, da bomo midva tukaj tale uvoden, uverturni 0 vlog od Turčije tudi zaključila. Tako da to je bilo res te malo osnovna informacija od samega potovanja. Zdaj ta pravo potovanje se pa dejansko začne jutri. S prvim vlogom, se pravi z epizodo 1. Tako da nič, naročite se na najin kanal, da ne boste zgrešili, kdaj pride vam prva ta prava epizoda serije vlogov po Turčiji in se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!